Lepo zdrav, spoštovani, cenjena publika, vsi pred malimi ekrani, dobrodošli v nocojšnji oddaji. Zdaj, če slišite soseda, da kurgla motorko, glede na to, da je petek 13, dajte čim prej pobegniti televizijo, seveda prižgano pustiti za vsak slučaj. Z nami bodo nocoj, saj ne, ampak z nami bodo nocoj v vsakem primeru družina Breznik, Hermina in Franc. In potem Tjaša in Eva. In zemljepisni kotiček, nekaj, kar ne smete zamuditi. To je to na kratko, dobrodošli v nocojšnji oddaji. Čau, gospe in gospodje, dober večer. Z nami bodo nocoj legende slovenske kulture, slovenskega življa, identitete, če želite, slovenske muzike. Tista oberkrajna zasedba, ki bo naslednje leto praznovala 65 nepredstavljivih let neprekinjenega delovanja. To je en tak cajt, ki ga marsikdo od nas ne bo niti dočakal, kaj šele, da bi dejansko pel pa špilal ves ta čas. Gospe in gospodje, s ponosom nocoj predstavljamo zasedbo Štirje kovači. Na vrhu griča stala je hiša iz lesa. V njej bila je moja majhna zibelka. Še majhen diček, očel sem z doma toplega. Zakaj povedati ne znam? Rad bi se vrnil tja, a ni tiste več poti, ki peljala je nekoč na moj dom. Na grič ozrem se, mi srce zajoče, zaigra. Poglej, saj tu sem bil doma. Ne zamirite mi, drugače zdaj vidim se. Rad vračam se na moj grič, v srcu toplo mi je. Hiše zdavnaj več ni, malo mojih je še ljudi. Na griču ostal je čas otroških dni. Se vrnil tja, a ni tiste več poti, ki peljala je nekoč na moj dom. Na grič ozrem se, mi srce zajoče, zaigra. Poglej, saj tu sem bil doma. Ne zamirite mi, drugače zdaj vidim se. Rad vračam se na moj grič, v srcu toplo mi je. Hiše zdavnaj več ni, malo mojih je še ljudi. Na griču ostal je čas otroških dni.
Nekaj zameriti, Štirje kovači, skladbo Ne zamerite mi, nocoj bomo slišali še večkrat. Dajmo se ustaviti pri nocojšnjih osrednjih gostih, to sta Hermina in Franc Šegovc. Gospa Hermina, Vanja, dobro večer. Dober večer. Šopek za vas. Hvala lepa. Majhna pozornost, da ste nas obiskali. Lepo pozdravljen večer. Spoštovanje, izvolite sest. Hvala. Štirje kovači, vi ste eden od dejansko ustanovni član. Ja, res je. Štirje ste bili na začetku, danes pa vas je koliko? Štirje smo bili na začetku in vsi štirje smo bili zaposleni v tovarni Kos, v kovaški industriji, zato pa tudi štirje kovači. Zato Štirje kovači. In pa so rasli zravno, zdaj nas 6 kovačev, pa na kovačica, ampak ime je postalo Štirje kovači. Gospa Hermina, kdaj ste vi prišli zraven k zasedbi? Ja, če takole preštejem, leta 1972. 72? Ja. Wow. To je kar en cajt, zdaj že. Ja. Ampak je hitro minilo, verjetno, ne? Zelo hitro, ko takole nazaj razmišljam, kako je bilo, jaz bi še vedno šla na isto pot in isto bi izbrala. Gospod Franci, dajte vi meni povedati, kako ste vi audicijo naredili, da ste pevko dobili? Ja, od začetka smo bili, kot sem že rekel, samo štirje. V ansamblu smo pela 2, trobenter in jaz. Seveda sem bolj razmišljal, kaj bi bilo, da bi troglasno peli, pa da bi bila ena ženska, pa da bi pela moški tenor. Ne soprano. Ne sme soprano peti, ampak tenor. No, tako. In potem smo naredili audicijo in je prišlo precej deklic. Vse so bile bolj tak, sopranger, visoko. Ena je bila pa taka, ko bi odgovarjala in smo se zmenila za vajo v sredo, nekaj pride, v sredo je ni bilo. Jaz sem pa imel pripravljen valček, ki me je zelo zanimalo, kako bi zvenelo troglasno za žensko. Čakal sem deklico v potoku in seveda sem bil razočaran, ko ni bilo. Pa sem rekel, Hermina, veš kaj, ti poskusi. Pride, poje, pa ugotovimo, da je bil pravi glas, ki je najbolj pasal Štirim kovačem. Ampak Hermina že prej, ko sem jaz pisal, kakšne skladbe, malo zraven pela, jaz se rečem, brundala. Pa si tekokrat rekel, Hermina, ne brundaj, ker me motiš. Ampak kako se pa to prevrnilo, da se rekel, Hermina, zapoj pa sam, ne vem, kot da je že neka preskušala pevka. Ampak 20 leta to bilo, pa še danes je tu. Koliko časa sta skupaj, koliko časa sta poročena? Ja, mi da smo že imela zlato poroko, pa še 7 let zraven. Imate kak nasvet za mlade pare, za nas, recimo? Jaz bi samo takole rekla, veliko spoštovanja, razumevanja in v glavnem samo spoštovanje in razumevanje. Pa je to. Radi se imeti, pa tisto besedo ne pozabiti, ko jo rečeš pred oltarjem. A boš vzela Franca za moža? Da. A boš vzel Hermino za nevesto? Tisto ni zabrundala, sigurno. Ne. Hermina, kaj ste rekli na glas? Ja. Ja, seveda. Njega, nikoga drugega. Smo glasno rekli, da ne drži. Ja, jaz upam, vem, da nama to ni žal, zato ker je nama pravzaprav lepo v zakonu. Tako kot mora biti. Veliko razumevanja. Super. In to je to. Nekaj mi povejte, prej ste omenil skladbo Čakal sem te. Deklico v potoku. Tako, to je ena taka vaša zelo značilna skladba, ni taka osrednja, kaj ne rečem slovenska, zelo netipična, znana, no? Od Štirih kovačev. Bom rekel, da kar je predvsej takih, zelo sem vesel, da je predvsej mojih skladb narodelih, pač pišem tisto, kar čutim, kar vidim, kar pride, tista prava izpoved iz duše in je kar predvsej takih. Kdaj je ta skladba nastala? Kdaj ste jo napisali? To je pa, mislim, da je bilo to 72. Ja, malo prej, ja, morda 72. Seveda, dajte mi nekaj povedati. Vi ste napisali 770 skladb, nekaj takega. Je res to?
Skoraj 800 skladb. Ja, zdaj je sigurno 800, ker še kar delam, pa pišem. Ampak teda je skladb je še prej, no, verjetno 800, samo da enostavno sem bil, lahko rečem, tako zvučen, ker sem pol leta pisal tole na računalnik, seveda zdaj še bo treba se učiti ravno, teda sem rekel, dosti je hrbila, če ne bom pa računalnik, se vzvoknil v reko, pravi, ne, zdaj se že dosti napisal tisti piks. To ste jih vse skladbe ste pretipkali in jih obeležili v knjigi Šegovčeve melodije, notni zapisi 1952. Ja, to so po dekah. 2015. To je tako za staro pa za novo zavezo skupaj. Ja, tako. Na kratko, milo rečeno. Ampak čisto zares nekaj mi povejte. Ja. Zdaj, recimo v takem stažu, glasbenem, je z vami primerljiv kdo v Sloveniji? Ne, ja, le sam naredil. Če poznate sam lepo, ne bom nič kaj govoril, morate sami. Super, da boste sami rekel, pa niste. Brat Avsenik, eventualno, pa toliko jih nista napisali, ali? Ali Komadov. Komadov skupaj, ja. Mislim, da ona dva sta napisala sigurno čez 1000. Ampak sej, jaz bi tudi verjetno več naredil, ampak jaz sem pisal izključno za naš ansambl. Ker mi smo igrali, prej smo tudi začetka, ker nismo imeli dosti skladb, igrali tudi Avsenikove. In jaz sem pol seveda druge tele skladbe, da smo 68 oziroma 69 leta naprej smo igrali samo svoje. Vesel sem pa, da recimo Vilko je bil dolgoletni producent Štiri Kovačev in se tako spomnim njegovih besed, ki je rekel, on je zelo rad nas snemal in rad imel našo glasbo, pravimo, imamo nekaj značilno govorico, značilen način podajanja. Je rekel, leta, tisto, kar Šegovc piše, Avsenik ne more. Kar pa Avsenik piše, pa Šegovc ne more. No, to je že takrat videl, da imamo vsak neko svojo pot, svojo izpoved svojih melodijah. Okay. Gospod Franc, mi smo še vrnili k vama, obema, pa tudi vam. No, gospa Hermina, mi boste še nekaj zadeve povedali, preden gremo sploh naprej. Zdaj smo pa ostali pri vokalni skupini Breznik, ki jo seveda tudi poznate. Dajmo jim prisluhniti, zapeli nam bodo skladbo Vse je tiho, tiho. Drobne ptice na jug so odletile, svoje pesmi na pot so sabo vzile. Zmeraj vsako leto na jesenski čas zjato se odpravijo, odleti od nas. Spet vrnile se bodo moje ptice, ko pomlad bo in povsod cvetlice. Spet nam bodo pele, krajšale nam čas. Pridite že, pridite, vrnite se med nas. Vse je mirno tiho, 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 tiho. Vse je tiho, 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 tiho. Priletile nazaj so moje ptice, položile v gnizda so mladiče. Vse je oživelo,
pride spet jesen, ptica odleti. Vse je mirno tiho, 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 tiho. Vse je mirno tiho, 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 Vokalna skupina Breznik, vse je tiho, tiho. Dajte mi nekaj povedati, Viktor Breznik je bil član Štirih kovačev, res? Ja, oče, se pravi, mama še tudi poje. Oče je igral, pri meni 37 let. 37. Ja, in lahko rečem, da je bil zelo dober basist. Ampak potem ga je začelo zdravje malo matrati, da je pač, ker je le muzika naporna za devčana, takrat smo še igrali na veselicah, ki so trajale tudi po 12, 14, 16 ur, pa tudi na ovcatih od začetka do 68 leta smo tudi na ovcatih igrali. Tiste so bile pa Zelo naporne. Uničujoče. Ekstremno naporne, izžemajoče. Zdaj, vi ste verjetno igrali marsikje po Sloveniji, pa tudi po svetu. Gospa Hermina, dajte mi povedati, kje vse ste vi nastopali sploh? Ja, po svetu smo bili kar 3-krat Amerika, Kanada, ampak čisto velik del Kanade smo prečesali vse tja do Vancouvra. Takrat smo bili 56 dni na turneji, potem smo seveda Evropo po dolgem in počes in pa seveda 14 dni Japonska. To je nam bilo zelo nekaj posebnega, ker pač tam te glasbe ne poznajo in mislim, da so je zelo dobro sprijeli, zato ker spomnim se ene zgodbe, ko smo igrali tam na enem festu, je prišel en Japonc, pa seveda, ker nismo se znali sporozumevati, je sam Franca pocukal, pa zapel eno melodijo, ko smo jo prejšnji dan igrali in tako smo potem to ponovili, no ena zgodba tudi zraven, potem je pa rekel, oziroma da nas časti, je nam takrat dal 20,000 jenov, mi smo mislili, to je ogromno denarja, ampak veste kaj, glih za 8 piv je pa bilo. Pa super je bilo. Za rundo. Čejeli smo se. Ja. Super, pa ni bil Štajerc, recimo. Ne, čisto pravi Japonci. Ja, take dobre turneje so bile, veliko se teh prijateljstv navezalo in pač tudi naporno so po svoje, to moramo vedeti, da človek daš vse od sebe, ne sploh pa tukaj med našimi izseljenci. Na katero potovanje imate recimo najboljše spomine? Najlepše, ne najboljše, najlepše? Jaz osebno, ne vem, morda ta prva turneja Amerika, Kanada. Kdaj ste šli to, kdaj ste bili tam? To je bilo 76. Ja. Super. Zdaj po Sloveniji vas verjetno poznajo vsi, se ni nobenega, ki vas ne bi poznal, recimo, ne? Ja, jaz pravim, da, kot sem že prej rekla, meni najljubše je seveda vedno doma. Kadar smo se pripeljali iz teh turnej, takrat smo še pristajali vedno v Zagrebu ali Beogradu, pa jaz sem bila vedno objokana in najraje bi poljubila zemljo, sam da sem doma. Resnično. In meni je najbolj všeč in se dobro počutim med našimi po Sloveniji, ali je to Prekmurje, Prlekija, ali je Primorska, Gorenjska, vse posod je bilo lepo. Bom vam zavajal eno igrico, boste mi znala kasneje povedati, katere kraje poznate, katere ne. Zdaj vsega še ne povem, ampak bo to en taki mali test, da vidim, koliko dejansko obvladate geografijo, zemljepis, recimo temu. Pustimo se presenetiti
Ja, to, da ste dosti potovali, morate dosti poznati. Ja, jaz samo to rečem, dosti smo videli, Ja. ampak tudi dosti pozabili, malo smo mimo se pelali. Sem skozi. Tako skozi, ja, tako da vse verjetno ne mogli vedeti. Vrnemo se k vama takoj, dajmo se mi ustaviti, gospe, gospodje, pri vijoličnem kotičku. Danes imamo za vas eno zelo posebno zadevo. Ne odhajati. Ja, Slovenci imamo dejansko reprezentanco v namiznem nogometu, če niste vedeli, v namiznem fuzbalu. Z mano nocoj Tjaša, Eva, Leon in Fabijan, vsi štiri. Zdaj, Leon je prvak državni vsem, kar obstaja v tem trenutku. Fabijan, to sem prav rekel, ne? Vsekakor. Fabijan je selektor, predsednik zveze slovenske nogometne, namizno nogometne. Potem pa še dve deklici, ki se ukvarjata s tem že 7 let, če pravim, Eva in Tjaša. Dajte mi povedati, kdaj ste začeli z namiznim fuzbalom? Jaz dejansko že špelam od otroških let, odkar se spomnim. Okay. Profesionalno pa recimo okoli 2 leti, malo več. Okay. Tjaša? Jaz igram 7 let, začela sem pa s Fabijanom. On je moj bratranc, on je treniral prej, je navdušil še mene in zdaj igrava skupaj. Zdaj, kje je slovenski namizni fuzbal v svetovnem merilu? Kje smo? Fabijan, recimo. Med prvih 20. To je dobro ali slabo? Za toliko malo državo pa toliko novo disciplino v Sloveniji zelo dobro. Zdaj, ne mi zamerite, ampak recimo se sliši malenkost, ne bom rekel smešno, ampak težko verjetno, da ima Slovenija, torej, da sploh imamo reprezentanco v namiznem fuzbalu. Zdaj zadevo poznamo z gostiln, z nekih kafičev, z nekih takih prireditev, z delavnic, ampak zgodba je precej drugačna. Ja, seveda, lahko poznate iz gostilne, če se pa bolj resno ukvarjate, pa ne morete igrati v gostilnah, ampak morate iti trenirati, tako kot vsak resen šport. Tako da ja, ampak to je, kot sem rekel, v povojih, sicer zveza obstaja že 10 let od 2007, ampak dela se veliko, tako da mislim, da bo šlo samo boljše in bolj prepoznavni bomo in več ljudi bomo imeli, vedno več. Okay. Zdaj, Leon, ti si eden od top namiznih nogometašev, no, slovenskih. Zdaj državni, slovenskem merilu? Da. Ja. Zdaj ti si dejansko državni prvak v vsem, kar obstaja, ker so ene posebne discipline še, je to res? Ja. Dajte mi podučiti, evo. Na državnem prvenstvu se igrajo posamezno dvojice, potem so tu mešane dvojice, moški, ženska, pa še dve posebni disciplini, klasik in speedball, kjer so pač pravila malo prilagojena. Zdaj, koliko ljudi se s tem ukvarja v Sloveniji, da rečem, da so top igralci? V Sloveniji se ukvarja resno nekje 50 ljudi, da resno hodi na turnirje, tudi po svetu, drugače članove pa okrog 500. Dajmo mi se mogoče premakniti kar do fuzbala, pa tam odigrati, spoštovani dami, pa odigrati eno tekmo ekshibicijsko. Zdaj dvojice lahko igramo, ne? Punce proti fantom. Ja. Bo šlo? Prav, zdaj, v čem se razlikuje recimo ta miza od tiste profesionalne? Razlik je zelo veliko. Predvsem prvo razliko lahko vidimo v golih. Okay. Pri profesionalnih mizah je gol malo večji in tu vidimo, da je ovalen, tam je pa pravokoten. Okay. Igrišče je veliko tako, kot je? Dimenzije? Dimenzije pri profesionalnih mizah so malo večje. Koliko večje? Ne moramo tukaj v centimetrih, ne vemo centimetrov, so različne mize, 5 je uradnih miz na svetu. Ampak ta ne spada v rang uradne mize? Ne, tudi pridružena miza ni to, ta miza je dobra za gostilniški šport, no, ampak za profesionalni šport pa ni. Pač manjkajo ji določene karakteristike, kot je že Leon omenil, velikost gola, potem igralci pri profesionalnih mizah so igralci konusne oblike, sama žoga je bolj gumijasta, lažje vodljiva in to tudi omogoča novo tehniko in to je ta pin tehnika in to nas loči od gostilniških igralcev. Če na profesionalni mizi Leonu zavežete oči, vam bo še zmeraj dal gol v 95%.
primerov, sigurno. No, to bomo zdaj videli, kaj bo naslednjič. Ko pridete, morate eno mizo zraven prenesti, da vidimo razliko. Dogovorjeno. Good. Obljubiti. Bolj izvesela vse. Zdaj, Tjaša, ti si prej navila nekaj okoli tega ročaja. Zakaj to? Zaradi boljše oprijemljivosti. Lahko grabim tako, lahko primem tukaj, brez tega trakca tega ne morem. Se pravi, vedno, ko prideš, recimo, ko greš igrat, si vedno naviješ to krog. Ti imaš tudi? Tudi. Ja, se pravi, brez tega ne gre. Se da igrat, ampak je lažje, če imamo trakec. Dobro, jaz ti bom zdaj vzel mikrofon, zato ker boste prijeli vsaka na svoj roštilj po domače. Dajte zdaj, jaz bom to žogico vrgal. Recimo, kako se pa žogica meče tudi na sredino, ali jo spuščate kje, ali kaj počnete? Najprej se za žogico lahko določi, naprimer, z žrebom. In zdaj je pač najna, niste ugotovili, lahko se žrebom, lahko se pa odloči ena od ekip, ali bo izbrala stran, ali bo izbrala žogico. In lahko izbere strani, pač bo igrala na svoji strani, ali pa bo imela žogico. Zdaj imate videti žogico. Tako. Prav, dobro. Dajmo mi to začeti igrati, da vidimo, kako igrajo profesionalci. Jaz bi se umaknil kam, ker to bo zgleda kar hitra žoga, ampak dobro, sam kriv, če se kaj zgodi. Začne se z 2 dotikoma. Prav. Ko izvedemo 2 dotika, se pa igra lahko odvija naprej. To zdaj dejansko igra tudi tako v resnici poteka, ali ste bolj... Ups, kam je šla žoga? Ti vaši udarci so dejansko tako hitri, da žoge, ne vem, navaden smrtnik, nekdo, ki se s tem ne ukvarja, recimo ne vidi prav, oziroma ni vajen v takih hitrosti. Je možno to? Ja. Jeste jaka koncentracija. Evo, ups, skoraj gol. Tu ste zelo premišljeni pri potezah, nastavljate te žogice, da pride do pravega strela. 1 proti 0. Za fante, za fanta, zdaj sta punci malo, navili horuk. To se zdaj vidi, da ni uradna miza. Čeprav smo ovili, grife. Vsekakor. Naslednjič, ko nas povabite, pridemo z mizo. Prav, dajte te pravo mizo prines, pa... Ne bo izgovora. Ne, bitka na vse ali pa nič. Evo tak, tu se lahko človek še kaj nauči, recimo, fintiran. Kar me preseneča je to, da igra razmeroma umirjena. Vsekakor, Igra je zelo premišljena, to je igra z glavo, to ni igra na reflekse. Prav, vi boste prišli ob velikem finalu, takrat, ko ga imamo, pa boste še enkrat pokazali vse skupaj. Sta pravo mizo. Prav? 1 proti 1. Pri nas je včasih tako, da so te tekme praviloma kar živčne. Nekako ta žogica leti gor, dol, pri vsem skupaj dosti se nabija. Zdaj velja pa verjetno tudi pri vas, torej v nekih uradnih pravilih, da se ne smeš prudlati po domače, se smeš vrteti tega. Vsekakor. Dovoljeno je en obrat pred strelom in en obrat po strelu. In to je to? In to je to. Če ni kontroliran strel, je avtomatska faul in nasprotnik dobi žogo. Vsekakor pa na največjih tekmah obstajajo... 2 proti 1 za punci. Tjaša Neva. Na največjih tekmah imaš tudi sodnike, ponovadi 2 sodnika, en meri čas, eden pa sodi tekmo, da ne pride do kakšnih nepravilnosti in do kakšnih grdih prekrškov. Ti, Fabijan, pa špilate na čas ali špilate na gole? Roka me je zabolela na tem koncu. Ni na čas, je na rezultat. 2-2, evo, odločilna žoga. Na čas, koliko se igra? Ni na čas. Je na... Na koliko golov? Ponovadi je na 3 dobljene tekme do 5. Do 5. Tisti, ko prej doseže 5 golov zmaga, 3 tekme. Dobro, mi igramo na 3, ampak vseeno, zdaj to bo odločilna. Zdaj tu človek niti ne more reči, da sta se pustila na koncu, kaj, punca, Ne. To je snake shot. Filmsko! 3 proti 2.
Eva, me je veselilo, da ste šla Tjaša, Leon in Fabijan. Naslednjič se vidimo, ko imeli veliki finale. Dajte tu ostati, da mi ne boste pobegli. Mi gremo pa k 4 kovačem naprej. K eni skladbi samo za vas, za dobro vzdušje, da boste kaj inventara doma razbili po dnevni sobi. No? Sred vasi ena hišica stoji, prav do hišice lepa bela pot pelja, a v hiši debela ženka je doma, to že skoraj vsakdo ve, da ji Tinka je ime. Če kateri med vami je še videl ni, naj gostilo kršilo pohiti. Stara to navada je, vsakdo rad gostilno gre. Kadar prideš, še Tinka na vso moč hiti, pa je ura po 9 ali pa jutro 3, ti postreže kot želiš, vse kar hočeš to dobiš. Že natoči ti vinca ali pa konjaka, včasih tudi manj vode zraven doda. Trobljak sred vasi ena hišica stoji, prav do hišice lepa bela pot pelja, a v hiši debela ženka je doma, to že skoraj vsakdo ve, da ji Tinka je ime. Če kateri med vami je še videl ni, naj gostilno kršilo pohiti. Stara to navada je, vsakdo rad gostilno gre. Kadar prideš, še Tinka na vso moč hiti, pa je ura po 9 ali pa jutro 3, ti postreže kot želiš, vse kar hočeš to dobiš. Že natoči ti vinca ali pa konjaka, včasih tudi manj vode zraven doda. Ženova Tinka in 4 kovači, zdaj nocoj bomo vsaj še 2-krat z njimi, oziroma oni z nami, z 2 skladbama, tako da ne odhajati, z nami ostati naprej. Ob meni v tem trenutku pa vokalna skupina Breznik in sicer gospa Viktorija, gospa Marija in gospod Andrej. Kako ste? Super. Ups, mikrofona moram dati, sicer se ne bo ni slišalo. Tako. Hvala, v redu. Ste super vsi. Gospa Marija, za vas imam pa jaz eno darilo. Izvolite. En lep šopek za vas, ker smo zelo veseli, da ste prišli k nam še enkrat na obisk, tako kot ste bili za Božič, pa da držite gor ne 3, ampak 4 vogale, muzike, no, vokalne skupine. Ja, to pa res. Me kar ubogajo. Vas ubogajo, vse vas morajo ubogati. Čeprav se bolj tak nasmihajo. Povejte, ubogate mamo Marijo. Jaz pravzaprav živim z mamo doma, sva skupaj v hiši, tako da ena drugo ubogava. Je malo mora biti medsebojnega, no? Tudi upoštevanja, želja, zahtev in vsega ostalega. Dajte mi povedati, kako se vi spomnite recimo tistih časov, ko je oče še igral? Vikendi smo bili sami doma. V glavnem skoraj vse vikende so igrali. Ampak se je pol čez teden pa kar po svetu nam, družini, ko smo mi začeli malo bolj že otroci pripevati zraven, je tudi njegova muzika včasih malo mogla trpeti, ker je bil pač z nami.
Tako da mislim, da smo pol uskladili te naše in nastope štirih kovačev, pa je šlo. A pogrešali pa ste ga, sigurno, no, čez vikend, ko ga ni bilo? Ja, seveda smo ga pogrešali, ja. Nismo mogli mi jeti za vikend, recimo na Pohorje ali pa se kopati, tako so šle ostale familije. Mi smo pač bili doma zraven mame. Ste počakali pol, da se vrne, ne? Gospod Andrej, dajte mi povedati, vokalna skupina Breznik, zdaj, kako je z vami, kaj počnete? Imate kakšne nove skladbe naštudirane, kaj delate? Ja, mi treniramo, zdaj se pripravljamo čez zimo, to je za pevce zimska sezona, da se pripravljamo, da naštudiramo neke skladbe in v mesecu aprilu, tokrat izjemoma v maju, bomo imeli kot vsako leto revijo Koroška poje, oziroma v občini Slovenj Gradec in Mislinje, tam ko prihajamo, vsako leto se na taki prireditvi izbere več kot 20 pevskih skupin, se pokažejo. To je dejansko največja prireditev take vrste? Ja, lahko rečem, da na Koroškem in tudi najstarejša v Sloveniji je letos že, mislim, da 53. 53 let zaporedoma. Zdaj, gospod Franci vam je napisal enih par skladb, oziroma enih par komadov, 3, 4, mislim. Več. To drži? Še več. Mislim, da imamo posnetih enih 6, 7, pa še zdaj študiramo njegovih. Njegovih pesmi. Ja, še študiramo zdaj, ravno nam je zadnjič dal še ene 3, 4 pesmi, tako da ne bomo prenehali, ker so za nas njegove pesmi izjemno dragocene. Vi še zmeraj sodelujete z njim dejansko, ne? Ja, v vsakem primeru. Mi takoj, ko Franc pokliče po telefonu, imam nekaj za vas, takoj v avto gremo k njemu in to z velikim veseljem. On je napisal, kaj, 800 skladb skoraj, nekaj takega, 770. On je pravi virtuoz. Uplesnil, uglasbil tudi, besedila napisal. Kdo je še v Sloveniji, recimo, na takem nivoju? Je kak primerljiv? Vse slovensko gledano? Mogoče Avsenik, Slak. Drugač pa mislim, da je kar on. To pa že šlus. Po starosti, po stažu zagotovo številka 1 v Sloveniji. Jaz vam želim obilo uspeha na revijah, ko boste nastopali, ne samo tej, ampak na vseh ostalih. Gospa Marija, zdravja, še, pa da boste še prišli nazaj. Prav, da nas še obiščete. V redu? Ok. Obljubimo, pridemo. Obljubite. Gospa Viktorija, gospod... Ja, pa seveda vas bomo. Če boste res želeli priti. Ampak morate z otroki priti, s malimi. Prav? Pridemo, obljubimo. Obljubite. Ko boste imeli kako prireditev, pridemo. Pridete, morate. Dobro. Najlepša hvala, da ste bili tukaj. Vas bomo še slišali. Dajmo se mi na kratko ustaviti pri kratkem brejku. Reklame treba zavrteti. Potem pa gremo naprej. Poiskali bomo spretnost, nekaj, kar ne smete zamuditi. Gospa Hermina in gospod Franc v sedežih, v prvi vrsti. Kaj bosta počela? Dajte počakati. No? Čez 2 tedna boste nekateri v Savudri, Poreču, Umagu, pa še kje naročali girice, lignje in kar je še tega. Prvomajski so pred nami, tako da upam, da že veste, kam greste, na kratek dopust, na kratek oddih in vprašanje je še, kam bosta šla naša nocojšnja osrednja gosta. Gospa Hermina, gospod Franc, kam greste za prvomajske? Proti morju. Proti morju. Slovenskemu ali sosedovemu? Na Krk. Na Krk. Super. Mogoče boste koga od naših tudi srečali tam, recimo, da. Ja, tudi lepo bi bilo. Ja. Zdaj smo v igri Pokaži spretnost. Zdaj te mi najprej nekaj povedati. Kje ste vi vse bili, ker ste prepotovali cel svet, domnevam? Ja, z ansamblom smo prepotovali 3-krat Amerika, Kanada, 14 dni smo bili na Japonskem, predstavljali slovenske valčke in polke in seveda prepotovali smo velik del Evrope. Gospod Franc, kje ste bili recimo privat, tako da niste šli z bendom, da niste šli s svojo zasedbo? A kje smo vse bili? Ja, vse povsod. Kam ste ženo peljali? Ženo na vrt. Na vrt. Jaz sem dodala, kje sem bila. Zdaj sem se malo pohesal. Ja, pa tudi je resnica. Ampak, kaj se, če smo šla, že kam smo šla videli skupaj, planine, na morje, včasih smo hodili še pred 90 letom veliko dol na našim sosedam, v Selce.
Zdaj hodimo na Krk, recimo, kakor nama pač paše, pa se vzamemo čas, pa gremo. Najlepša pa Koroška, ne? Ja, najlepša, ampak moram reči, najlepša je naša Slovenija. Tudi veliko kotičkov takih skritih po Sloveniji smo obiskala in mislim, da je to najlepše po Sloveniji. Ok, zdaj za vaju imam eno super igro, pokazala bosta spretnost, najprej vi, gospa Hermina, in kasneje tudi vi, gospod Franc. Zdaj pokazal vam bom slike slovenskih mest, pa mest iz sveta, drugod po svetu, prav, iz drugih celin, tako da boste ugibali, odkot so te slike, katera mesta so, kateri kraji so, prav? Prav. Nič se ne mudi, nič ne odštevamo, nič ne štopamo, 10 slik, 10 krajev, najprej vi. Ste pripravljeni? Pripravljena. Da vidim, koliko boste ugotovili. To so pa Atene. Atene, ste sigurni, ste prepričani? Mislim, da je. Da vnesem nekaj dvoma v vaše ugibanje. Yes! Prva točka. Zdaj gremo naprej. Ja. Ok. Druga slika, kje smo? Tuj. Ja. Čist prehitro. Dajte si malo časa vzeti. Dobro. Čeprav si tudi ena taka, to se človek ne more zmotiti, ne da bi kaj drugega mislil. Ne, pa pogledajte, Tujček, pogledaš, to je lepši kot pa Atene. Sigurno je Ptuj lepši. Dajmo pogledati, kje smo zdaj? To poznate? Ne, ampak to je v Rusiji nekje, ali je Petersburg. Ne. Zelo blizu, no, ne toliko blizu, ampak smo v Rusiji. To ja. Morda. Pa glede na to, da je zelo velika. Moskva. Ja, seveda. No, to sem pa jaz Gospod Franc, vi ste vedeli to, niste? To sem jaz vedel. Ja, sem se nič prešepetavati, ne? No, malo sem rekla Rusija, Moskva je pa v Rusiji, a ne? Pol točke dobite, prav? Ja, prav. Dajmo naprej pogledati, kje smo? Kaj je to za en kraj? Tu je pa nekaj ob reki Krki, sigurno. Jap. Kaj je vse ob reki Krki? Eno tako lepo mesto je tam, mestece. Krasno mestece. Ja. Ja, Novo mesto. Gospod Franc vas gleda, tak? Mož vas gleda, malo po strani. Je Novo mesto. Ali je... Pa vem. Jeste? Ja. Tiste pol točke malo kvari vse skupaj, cel uspeh. Dajva mi naprej pogledati, kaj je to? To je pa sigurno v Ameriki San Francisco. Ne. So pohiteli malo s tem, no. Ni. Zdaj vam točke ne moram dati, ampak dajte še enkrat pogledati. Ena zelo markantna stavba. Zelo markantna stavba je na sliki. Je na reki en zelo poseben most. New York, ne. Težko. Težko, a ne da. Če pa ste bili po Ameriki, gospa Hermina, kje ste videli tako stavbo tam? Gospod Franc, vi ste vi? V Ameriki. Ni Amerika, ni Amerika. Amerika je. Jaz samo Ni Amerika. A ni Amerika? Samo vidim, da je lep kraj, vem pa ne, kjer je. Pogledamo, kateri je, Poglejte. pa nehamo gibati. Evo ga. A London. Ampak veste, v Londonu pa še nisva bila. Pa caj, da greste zdaj? Jaz mislim, da Kovači bomo še enkrat v London morali. V Angliji še sploh niste bili? Ne. Nič hudega. Nikoli ni prepozno za pogledati si ga. Gremo naprej pogledati, kaj je to. Štajerce najljubše mesto. Pa naše glavno mesto. Jaz boste tiho. Naj se gospa Hermina malo potrudi. Ja, kaj je to za eno mesto? Poglejte gor grad. Ja, Maribor, a ne? Kdo ima tak grad? Teta, smo živela. Kaj? Teta, smo živela. Pa ne, smo že rekli Ptuj. Na Ptuju smo že bili. Ja, smo že bili. Ja. Kaj bo rekla? Maribor. Slovensko mesto. Kaj ste rekli, Maribor? Ja. Lepotično. A Ljubljana. Joj, seveda. Imamo kako kazen? Nebotičnik tam le od zadaj. Lahko si kaj za kazno, mislimo. Za rundo bo se dali pol.
Tako, fertik? Dobro. Good? Ja. Ok, zmenim, dajva naprej pogledati, kaj se dogaja. Evo, kaj pa je to? Pariz. En slavolok je lušen, ne? Pariz, ja. Genau. V Parizu ste bliže? Ja. Kako se vam je zdelo? Mim smo se peljali, ko smo bili na turneji. Skozi. To pa je najtežja zdaj, najtežja slika, najtežja za uganiti. Ok, zdaj, če tega ne uganete, grem jaz domov, to je to. Zaključimo za danes. France, kaj je to? Štajerski kleti, pa. Kje smo? Yes! Male manjkalo, evo pa še zadnja slika. Kaj je to? No. Kje smo? A je Praga? Ne. Počasi, premisliti malo, ne prehitro reči. Naj misli svoje naredijo. Nemčiji ste dosti krat igrali? Nemčiji, ja. Ja, kaj? Berlina, ne? Prosim? Berlin. Taratada, seveda je Berlin. Ja. Dajte se konec. Berlin, ja. To je to zdaj. Še eno sliko imamo. Evo ga, kaj pa je to? Pa čakaj, kater grad je pa tole že. Če nekaj domačega, ne? Kater grad? Tako sta Joža pa več. Joža pa več. Gospod Franc bo pomagal. Boste pomagali? Povej, kater. Celjski grad. Celjski grad, ja. Celjski, ja. Pa še nastopali smo gor. Zdaj smo prišli do konca, zdaj ne stvari. Povejte kaj, a smo bila zelo slaba? A smo bila zelo slaba pri ugibanju? Ne, niti ne, 7 pik pa pol imate. To je to, pol pa videla, kako bo gospod Franc opravil vse skupaj. Tisto za Ljubljano vam ne zamerim, to za Maribor. Skoro. To se vam pol malo pomenila vse skupaj. Dobro, to je prvi del nocojšnje igre, pokaži spretnost, mislim, da gremo naprej. Gospod Franc, Šegovc bo naslednji, ampak dajmo najprej en kratek break narediti, eno kratko pesem zapet in zaigrati. Vokalna skupina Breznik in Štirje kovači nam bodo zapeli pesem Luči Slovenj Gradca. Slovenjega Gradca se prižigajo.
Pokaži spretnost, številka 2, drugi del nocojšnje večerne igre. Gospa Hermina je uspela uganiti 7 slikic in pol. Recimo, če smo zelo dobre volje, verno pa gledamo skozi prste, to smo že rekli, 7,5. Zdaj na vrsti, gospod Franc, vi ste zdaj. Boste več uganili ali boste manj uganili, kaj se vam zdi? Ja, poskušal bom, koliko pač ugana. Prej ste že nekaj sugerirali, ne? Prej ste nekaj vedeli, ko gospa ni vedela. Ja, zdaj škoda, ker me je Hermina veliko pobrala, tisti, ko sem vedel. Ni se vi dobite 10 novih, to je to. Zdaj videli, kak se boste izkazali. Evo, pokaži spretnost. Dajte mi nekaj povedati, zdaj, vi ste muzikant praktično že celo življenje. Je kak kraj v Sloveniji, kjer vi niste igrali še? Poglejte, je zanimivo, ko včasih rečemo, smo prečesali celo Slovenijo, pa to, ampak nismo pa igrali še morda v sosednji vasi. Res ali kaj? Ja. Kdaj boste? Ja, ne vem, a nismo lepo špilali, kaj, da nisem spova. Dobro, se heca malo, ampak so taki kraji, ko nismo še bili, ampak ko prideš, je nam čist na dolgo. Vse to bi mogel pol, ne vem, res prepešati celo Slovenijo, da bi rekel, vse posod sem bil. In po moje ste videli praktično vse zdaj, za sosede vemo, kak je, če sosednji vas mi tudi tako, pol pa itak se jasno, zakaj vas ne povabijo. Ste pripravljeni? Ja. Treba pogledati? Številka 1. Bože. To malo težji zalogaj, po vsej verjetnosti. Eno zelo lepo mesto, nikoli ni bilo naše, smo pa včasih na nek način spadali pod, no? Kje? Gospoda cesarja. Kje smo že bili tistem? Kje zaherce pečejo? No, povsod, ne, ampak kje imajo ta glavne? Ne, Nürnberg. Zagreb, ne. 3, 4. Zagreb. Vi veste? Pa to... Gospa Hermina? Zagreb. Kaj ste rekli? Zagreb, ne. Zagreb? Ne. Greva mi, raje Dunaj. Dunaj, Pa Dunaj, pa bili. Kje je bil cesar? A veš, Hermina, to se... Pa še snemali smo. Poznam in vsi so le. Ja, sam ne tlele gliral. Še nema, ja. Greva naprej, evo to. Ja, to bi kar vedeli. To ni Slovenka, ampak je Bled. Ja, seveda, ekola. Bled, gremo naprej. To, zelo evidentna stavba. Aha, ali tu je pa nekaj v... Avstralija. Vi ste že imeli svoje priložnosti, Ja, ne smem zraven ženske. V Avstraliji, to pa... Kako se reče, da sem kraja že. Komu pripada ta stavba? Kaj je tu v tej stavbi? Operna hiša. Se reče, ne Adelaide, ne... Adelaida. Je to Sydney? Je to Sydney. V Avstraliji, v glavnem, ja. Operna hiša. Operna hiša v Avstraliji. Famozna. Sydney. Evo, deva še Sydney, ja, se je rekel Sydney, ja, ne. Pol pike. Rekel si Sydney. Gospa prišepetavala, evo, pol točke. Kaj je to? No, to bi pa... Kar znano, ne? To je pa Piran. Jeste Piran, značilni trg. Gremo naprej. To. Ptujska gora. Malo drugačešna, ja. Ja. To pa... To bo pa težko uganiti. Ja, Krk ni, ne? Čeprav ima morje. A ni reka nad reko, ali kaj je to? Prosim? A ni nad reko to? Reka. Midva bova imela resen pogovor danes, če to veste, ne? Preveč prešepetala. To ne me ve. Olimpijske igre so bile tam. Kje so bile olimpijske igre? Pred kratkim. No, ne kratkim, poletne so bile. Pred časom. V Južni Ameriki. Ste bili tam, ali ste bili samo v Severni, pa Kanadi? Kje se fuzbal špila? Kje ga imajo naraje? Razmisli. Samba. Copacabana. Kaj še če reči? Ne bi to pa. Rio de Janeiro. Ja. Ne bi vedel. Ampak gospa je bila z reko zelo blizu.
No, Sloven. to bi pa tisto bilo, ko si preko na mestu Ptuj, Slovengradec. Kje smo zdaj? Kaj je to? Ja. Grad Rotenturn. Ja. Ja, pa seveda. Naprej. To. Še ena značilna stavba. Zdaj, če ima človek nafto, lahko kaj takega naredi, no? Kje je to? Burj Al Arab? Eni grejo tja avgusta meseca. Ko pa dobijo opekline v 2 minutah. Kje je to? Gospa Hermina, vi veste? Ja, to je Katar. Vem, da me boste razveselili z odgovorom. Katar, ne. Ne, spustimo raj primer. Gospod Franc, veste? Da, to da ne vem. Zdaj pa pogleda Dubaj. Dubaj. Ja, Zelo vroče. Avgusta ne smete tja. Nismo bili, pa ne moramo poznati. To je res. Lahko bi poznal po karticah. Ja, pa lahko pa greste recimo po zimi tja. Po zimi fino. Ko je tukaj zima, greste tja pod sonce. No, to je vedno prav. Evo, pol točke smo priznali. To pa prek morja pa ta laminarium. Točno. Ja. Kje smo? V Lendavi smo. Lendavi, ja. Tako. Še naprej? To je pa vode Slavolog zmage, ne? New York. Gospod Franc ugiba, kam ste spet? Gospa Hermina. Slavolog zmage. Ženske vedno zraven malo. Ja, počasih to več ne bo pravičilo ali pa alibi. Gospod Franci, veste, kje je to? Amerika. Ste špijali tam? Ste igrali tam? Ja, v New York. Kip svobode? Kje smo? Kip svobode? Ja, kip svobode, Ameriki. Amerika, New York. New York, da. Sinatro ste kdaj poslušali? Yes. Pa peli ste ga tudi verjetno, če ne druge v avtu. Prestali smo v New Yorku, pa tega kipa nisem videl. Ok, evo, to je še zadnja slika, če kaj vem. Kje pa to? Kaj je to? Kje smo? Doma smo, v Sloveniji smo. Eno mlajših slovenskih mest. Tak rečem. Dajte se... Celje. Tak, če se od Slovenj-Gradca peljete, recimo proti v Ljubljano, recimo lahko greste. Se morate tu skozi peljati? Na Dolenskem, ne. Ne, Celje. Poglejte grad še enkrat. Grad. Tito je bil včasih tam, po svoje. Pa je še stoji, niso ga še omaknili. Na Brionih pa ne bi. Lahko gremo naprej. A ni, Velenje. Yes! A ja. Tito, včasih. Tole naj zaven, bo grad. Ja, odkot se pa te slikali to, da... To smo leteli čez. Od zada nekje. Od zada nekje. To je skakalnice. A skakalnice, menda ja ne. Gospod Franc, 7 pik pa pol. Prav? Tako kot gospa. Odlično. Pa sta izenačena. A sem padel. Odlično. Pa oba vesta enako. O Sloveniji pa o svetu. Prav? Prav. Pol smo pa še pomenili, kje vse ste že bili, pa je že niste bili, to me zanima bolj. Sva zadovoljna, da smo saj toliko Jaz tudi, jaz sem za vas zelo srečen. To se pravi, zdaj, če bi midva šla še nekako v šolo, bi dobila zelo slabe ocene, ali? Ja, šole ne bi naredili, kovač bi postali. Ampak danes je za kovača tudi treba šolo. Ne, danes ja, včasih ni bilo treba. Ali bo treba? Ne, ja, se bode. Zdaj pa te le nekaj lista me je dopadlo. Evo ga. Dajmo mi počasi zaključiti tole nagradno igro. Evo, zdaj smo pokazali spretnost, gospa Hermina in gospod Franc, 7,5 proti 7,5. Gremo pa naprej k nagradni igri in sicer gremo po Adrenalin z RTS. Zdaj, ko nam je šlo v gibanje krajev pa mest tako zelo dobro od rok, je skrajni cajt, da gremo še po nekaj adrenalina z RTS-om, jasno, in sicer na zipline, daleč na gorenjski konec. Kaj je treba narediti? Ustaviti se na naši Facebook strani, na našem Facebook profilu RTS24 in tam pogledati, kaj vse je treba narediti.
Da skrajšam vse skupaj, da ne boste iskali pravil, treba se seveda vpisati, treba je lajkati, všečkati objavo, pod katero se boste prijavili, treba je deliti objavo, torej šerati po domače povedano in še nekaj treba narediti, to je napisati nekoga, ki vas bo držal tam za roko. Če ste slučajno bolj slabega srca ali pa se zelo hitro prestrašite pol, to mogoče na koncu niti ni za vas. Ampak dajte poskusiti, čez 14 dni bo znano, kdo vse bo šel na zipline. Super zadeva, če še niste bili, dajte poklikati. RTS24 je naš Facebook profil, pa ne čakati predolgo, da vikend mine, ker bo že prepozno. Po vsej verjetnosti. In vso srečo seveda. Gospa Hermina, gospod Franc, bi šla videla na zipline? Zakaj pa ne? Bi si upali? Ja, bova šla. Na Facebook ste rekli, da moramo iti. Zdaj dobro, na Facebook lahko greste. Ja. Tisto na žico, da se spuščate skozi drevesa, to pa... Zakaj pa ne? Bi si upali iti, čisto res? Ja, zakaj pa ne? Jaz si ne upam iti, če grem jaz, se boste držali za roko, tam je prav? Ja, poglejte, koliko imate tamle teh, ki so interesenti, no. Vidite, da se nobeden ne boji, to mora super biti. Prijaviti se, velja, da ne boste čakali. Evo, vi, gospod Franc, ste postali lani koroška osebnost leta. Je res? Ba je. Zakaj niste že prej? Ne vem. To je treba vprašati tiste, ki nagrado poklanjajo, no? Ja, koroška osebnost leta je postal 2017 in seveda to po izboru Koroškega radija. In seveda smo veseli takšnega priznanja. Pa še eno ste iz Avstrije prenesli zraven. Ja. Zdaj vsak pa nima take. Ne, to je tudi za življenjsko delo. Lebenswerk, za Volksmusik. Ja. To ste dobili. Za življenjsko delo Franca in 4 Kovačev. To je torej ne samo za vas, ampak pač za celo skupino, ne za 4 Kovačev. Ja, seveda. Se piše za... Koliko ste pa nagrade dejansko res prejeli v vsem tem času? Šteli jih niste najbolj? Ne. V glavnem posneli smo 46 projektov in seveda je ta naša glasba šla veliko med ljudi. Govoriva o 46 ploščah. Ja, to se pravi, od vinilnih plošč, takrat jaz sem zelo ponosna, da sem še snemala vinilne plošče, za vinilne plošče. Zdaj so spet trendi. Zdaj tisti, ki vas bodo poslušali, bodo tako vinilko kupili. Ja, sej, pravijo, da je dober zvuk, a ne, na vinilkah. Tu je 4 Kovači na Jožefovo. Ja. Recimo, da je razmeroma nova. To je pesem, ki jo bomo mi še slišali. Ne govorim zdaj o CD-ju, ampak o pesmi na Jožefovo. To je za konec še. Od 4 Kovačev. No, ta skladba sem pravzaprav moj oče bil Jože in sem za njega napisal spomin na njega, na Jožefovo. Ker smo se vedno dobivali na 19. marca pri njemu in obujamo spomine na tiste čase. Preden se vam zahvalim, pa vaju prosim, da se priključite skupini, nam boste zaigrali še na Jožefovo. Dajte mi sam za konec povedati, zelo na kratko, katera pesem je vam najljubša, ki ste napisali, najbolj pri srcu? Katera je tista? Da bi rekli, eno izberite, gospod Franc, katero bi? Mislim, da moje skladbe. Seveda. Ja, tako bom povedal, ko vedno rečem. Vse skladbe so moji otroci in ne morem kjer izbrati. Vse so moje. Eno skladbo izluščiti. Je ni. Ne bo šlo? Je ni. Vse so enake? Vse so moje. Vse so vaše, vse so pri srcu? Vse so moji otroci. Dobro. Mislil sem, da vas eno še malo, skušam iz vas zbezljati, če vam nekatera posebej pri srcu. Ok, v redu. Vsi so vaši otroci, skoraj 800 jih je. Gospa Hermina, gospod Franc, najlepša hvala, da ste bili tukaj. Vam tudi hvala lepo za povabilo, smo bili počaščeni, da smo lahko bili v vaši oddaji gostje. Pridemo gledati, ko boste kje nastopali. Ja, pa ploskati. To vsakega primeru. Bend vaju čaka, dajte se priključiti na Jožefovo. Evo, to je to, kar nas še čaka nocoj. Gospe, gospodje, 4 Kovači, legende slovenske muzike. To je nekaj, kar seveda morate videti, pa morate slišati. Če jih vidite kje v živo, toliko bolje. Prav? Ne zamuditi tega, zacajhno, če kje nastopajo. In to je to za nocojšnjo oddajo. Ne pozabiti naslednji petek
ob isti uri, ob istem cajtu, na istem mestu. To je to, lepo se imejte, lep vikend, srečno. Ko smo še vsi bili, zmeraj v mesecu marcu, prišli smo domov k očetu, pesem za god zapeli, sedli mu toplo dlan, da bi še mnogo let bilo njegovo Jožefovo. Saj le še enkrat se vrnil tisti dan, le enkrat še samo segli mu toplo dlan. Ko bi lahko še enkrat spet zbrali se doma, praznovali tako kot nekdaj na Jožefovo. Ko še enkrat